danes so pa tukaj rastlinske beljakovine. Plant protein obstaja pri doTERRA v čokoladni različici in v vaniljevi različici. Vem, da se verjetno sprašuje, zakaj bi imel beljakovine, ker imamo velikokrat predsodek, da pač to jemljajo le tisti bodybuilderji. Se mi zdi, da je to še nekaj, kar pogosto dobimo kot en tak stranski pomislek. Jaz pa v bistvu ti danes želim povedati, zakaj je to res odlična stvar za vso družino. Kot prvo, te rastlinske beljakovine, ki jih imamo pred sabo, so narejene iz 4 virov rastlinskih beljakovin, sicer iz graha, iz čičerike, potem iz vlečke posebnih iz riža in na drugi strani tudi še kot zanimivost iz krompirja. V bistvu rastlinske beljakovine v prvi vrsti so veliko lažje presnovljene kot pa tiste, ki so iz sirotke. Kot druga stvar so tudi zelo bogat vir tako vlaknin kot samih vitaminov, kot mineralov, recimo tudi večji vir železa, ravno v tem našem primeru. In v bistvu imajo tudi pravzaprav zelo bogato vsebnost esencialnih aminokislin in z tega vidika jaz veliko raje pravzaprav to presnavljam in velikokrat posegam po ravno tem. Zdaj, sprašujete me najbolj pogosto moja, pa zakaj v bistvu bi mi sploh rabili dodajati beljakovine, če pa pač tega dosti zaužijemo. Iskreno se mi zdi, da če veš, da moraš dnevno recimo kot mogoče otrok, pa potem rečemo še, ko si odrasel, recimo kot moški ali kot ženska, dnevno zaužiti tam skoraj 1 gram beljakovine na svoj kilogram telesne teže. Ženske, ki pa želimo imeti ravnovesje hormonov ali pa imamo izzive na tem področju, pa potrebujemo to količino še enkrat toliko povečati, kar pomeni 2 grama skoraj na kilogram telesne teže v mojem primeru, kar pomeni, da bi mogla na dan pojesti 120 gramov beljakovin. A to lahko, čeprav res ful pazim na urejeno in zdravo prehrano, sploh zdaj, ko počasi vstopam v perimenopavzo, se mi zdi ta stvar še toliko bolj pomembna, pa ker pač moram nagovoriti tisto, kar je moja šibka točka, torej avtoimuni izzivi na rodelih, absolutno pa povezan s celotnim hormonalnim sistemom in presnovo, pač res bolj pazim. In iskreno jih jaz poskušam dodajati čisto povsod, to se pravi, ali če pri zajtrku karkoli pač uživaš, dodaš še 1 jedilno žlico, recimo vse zraven, čeprav 1 doza, recimo 2 jedilne žlice, isto lahko daš v jogurt, lahko si daš v smuti, lahko si daš kar v vodo, jaz sem to tudi ful rada, ene se rade dajete, tudi poskusila sem in je res okusno, kar v kavo. Zdaj mogoče kot zanimivosti povem, da ima torej 2 jedilne žlice je 1 porcija, noter ni iz trajnostnih razlogov dozirnika, tako da pač 2 jedilni žlici oziroma to je 34 gramov, ampak dobiš tlele z vanila majčkeno več beljakovin, oziroma na drugi strani majčkeno manj zdravih maščob. Tako da pač če paziš bolj na te dietetne zadeve, ti lahko zaupam, oziroma sem ful vesela, da pač rastlinski proteini, še en razlog, zakaj rastlinski proteini, poleg tistega, kaj vse še vsebujejo, je tudi, da ne samo, da so lažje presnovljivi kot tisti sirotke, ampak v bistvu tudi niso tisti, ki bi vsebovali alergene. Tako da absolutno 4 viri rastlinskih, torej 4 rastlinski viri in pol še to vse zraven, se mi zdi res odlična izbira, plus ful so okusni, nimajo pa dodanih sladkorjev ali pa vsega tistega, kar ponavadi ne smeš imeti, od gensko spremenjenih stvari oziroma na drugi strani sladkorjev, kakršnih bolj umetnih arom oziroma sintetičnih dodatkov, tega ne najdeš tukaj noter. Tako da meni so res to všeč, oba jih uporabljava oziroma jih tudi dodajava puncama. Zdaj, če si malo preračunal, ugotoviš, da verjetno ne zaužiješ toliko beljakovin na dan, ker recimo 120 gramov beljakovin ne pomeni, da jaz lahko, če jem meso, pojem 120 gramski zrezek, pa dobim toliko, ker ni toliko beljakovin noter. In na drugi strani tudi, če jem dovolj pač stročnic in vsega, kar je bogat vir beljakovin, je treba te kar enormno pojesti, da dobiš čisto dnevno kvoto. Je pa to res odlično, tudi se sprašujete pri otrocih za zdrav razvoj in rast ne samo kosti, ampak tudi mišic kot takšnih. Potem za odrasle, predvsem za ohranjanje zdrave telesne oziroma mišične mase,
na drugi strani tudi za zdrave kosti. Meni se zdi to super stvar tudi za nosečko, ko v tistem času res ne sme kaj dosti jesti, tako da si to dodaja in se počuti veliko boljš. Mislim, neverjetno je, no, koliko pravzaprav, če poješ več beljakovin, tudi nimaš popadkov toliko po sladkem, kot zanimivost, ker v bistvu se s tem kar mal odvajaš od tega cravinga oziroma hlastenja po sladkem. Tako da ful enih razlogov, torej absolutno ni to samo za po telovadbi, ampak za dodajanje vsemu, pač čez dan in tudi, ne vem, pri petki v mafine sem že dodajala, v sladoled si zdaj lahko poleti daš, pa si v bistvu narediš kot en tak v bistvu milkshake varianto, ne? Če imaš pač rad ti sladoled, pa si daš še malo tega noter. Tako da res ogromno načinov, da jih dodajam obstoječim navadam. To se pravi, ne da se silim v nove navade, ki mi še več stresa ustvarjajo, ampak prikločam enim navadam, ki vem, da so zdrave, pa prikločam še to zraven. Zdaj pa, če piješ kavo, si dodaj to v kavo, če piješ, oziroma zjutraj ješ, ne vem, neka overnight bowl oziroma kosmiče si dodaj tja. Jaz obožujem proseno kašo na 1000 načinov, tako da si dodajam tudi rada ob zajtrkih tja. Tako da izbira res odlična, tako da močno priporočam, da daš priložnost tem našim rastlinskim proteinom oziroma beljakovinam. Plant protein, chocolate, vanila.